Pozdravljeni, dragi poslušalci podcasta Pismouk. Nekaj časa se nismo slišali, ampak zdaj je čas za novo sezono, se pravi nov cikl branja knjig iz Svetega pisma. Iz Stare zaveze se selimo sedaj v Novo zavezo. Brali bomo Evangelij po Marku. Kdo je torej Marko, kaj je to Evangelij, kaj je Stara zaveza, kaj je Nova zaveza? Več o tem lahko poslušate v naših prvih podcastih, čisto na začetku 1 in 2. Se mi zdi, da je številka, lahko se odpeljete z gumbom, z miško na tisti konec ali pa s prstom po telefonu in poslušate, kaj smo o teh stvarih povedali. Pa vendar bom nekaj stvari ponovil, nekaj stvari bom povedal na sveže, zato da boste lažje sledili temu, kar se dogaja. Marko je torej del Nove zaveze, ki je sveta knjiga za kristjane. Sveta pomeni navdihnjena in tudi tista, ki daje navdih za iskanje odnosa z Bogom, za razumevanje svoje lastne zgodbe znotraj zgodbe Boga in človeštva. Stara zaveza pa je podobno sveta knjiga tako za Jude kot tudi za kristjane. In sicer govori o zgodovini judovskega ljudstva, pa tudi do določene mere zgodovine človeštva, predvsem pa je fokus na Izraelu, na Judih in na njihovem odnosu z Bogom, ki je vedno nekako problematičen, ampak vedno se Bog nekje išče pot nazaj do človeka, človek pa beži od Boga. V Novi zavezi pa je poanta to, da je Bog prišel v bližino človeka, se pravi, je postal kar sam človek, zato da se je človeku tako približal, da ga človek ne išče več zunaj sebe, ampak kar znotraj sebe v lastnem bitju, kjer Boga zaznava s pomočjo daru, ki mu je dan od Boga, in sicer to je Sveti Duh. Sicer pa Boga najdemo vse povsod, v vseh stvareh, v vseh rečeh, v dogodkih, v času, v prihodnosti, v preteklosti, vse povsod je Bog navzoč in dostopen. Ravno zaradi tega, ker je postal tako pristopen preko Jezusa Kristusa. To je zelo na kratko in nedosledno povedano to, kar piše v Novi zavezi. Ko rečem, da je Nova zaveza knjiga, potem moram poudariti, da ne gre za knjigo, ampak gre za zbirko knjig, natančneje 27 knjig oziroma pisem. Med njimi imajo prominentno mesto 4 evangeliji. To so Matejev evangelij, Lukov, Markov in pa Janezov evangelij. Mi se bomo torej osredotočili na Markovega, ki je najkrajši, ima 16 poglavij in zdi se mi, da bomo lahko prišli skozi, čeprav je kratek, je gosto napisan in veliko stvari je noter, v katerih bomo razmišljali, se mogoče tudi pogovarjali. Vesel bom tudi vaših odzivov, vaše pošte, morda preko Facebook grupe, v kateri ste člani, če pa niste, se pa lahko še včlanite. Poglejmo pa sedaj, kaj pomeni beseda evangelij. Evangelij pomeni dobra vest, dobra novica. Dobra novica je pa ravno to, da se je Bog približal človeštvu na način tako, da je postal del človeštva v Kristusu. To je dobra novica. Več o tem skozi samo branje bomo ugotovili, kaj to res pomeni. Bomo videli, to ni tako enostavno. Vsekakor pa gre za dobro novico, o kateri pišejo 4 avtorji na 4 različne načine. Ti se nekoliko pokrivajo, nekoliko se pa tudi med sabo ne pokrivajo, ampak se vemo, vsakič, ko nekdo drug pove isto zgodbo, ne bodo detajli nikoli popolnoma isti, niti razpored dogodkov, niti kakšne podatki, številke in podobnega. Gre za izročilo, zelo zgodno izročilo prvih vernikov, kristjanov, ki so Kristusa poznali, bodisi osebno, bodisi posredno po njegovih učencih, in so zapisali zgodbo o Kristusu, se pravi o Mesiji, o kralju, ki mu je ime Jezus seveda, in so želeli svoji skupnosti podati tiste stvari, ki jih je tisti trenutek najbolj potrebovala. Imamo 3 evangelije, ki gledajo na zgodbo o Jezusu skozi podobno prizmo, ne bomo rekli isto, ampak skozi podobno prizmo,
Najstarejši med njimi je Markov evangelij, to se pravi ta, ki ga bomo mi brali. Ta je nekako zastavil zgodbo o poteku Jezusovega javnega življenja, se pravi njegov nastop, njegovo učenje, njegovo življenje kot učitelj, predvsem pa seveda kot oznanjevalec Božjega kraljestva. Božje kraljestvo je osrednji pojem prvih treh evangelijev in pa seveda tudi Janezovega, ki je četrti, ampak na nekoliko drugačen, modificiran način. To je osrednji pojem, s katerim se bomo srečali ves čas, tako da na tem mestu ga ne bom razlagal. Tisti, ki so vam evangeliji zelo domači ali pa na pol domači, obstaja nevarnost, da boste stvari preslišali. Tistim, ki pa ste prvič v branju evangelija ali pa svetega pisma nasploh, mogoče besede pomenijo čisto nekaj neznanega in se boste zaradi tega nekoliko mučili z razumevanjem teh osnovnih pojmov, ki jih pa moramo pokriti, če hočemo brati evangelije. Vendar vas opogumljam, naj vas ne bo strah, vendarle ne berete evangelija sami. Z vami bom jaz, pater Damjan Ristič, ki je tako rekoč dežurni pismouk, vsaj v tem času. In skupaj bomo odkrivali neznanke in znanke in skušali iti preko tega, kar je običajno slišanega ali pa doumljenega, do tega, kar nam besedilo dejansko želi sporočiti. Markov evangelij, kot sem že povedal, je najstarejši zapisani evangelij, ki ga imamo pri roki. Po vsej verjetnosti so bile nekatere zbirke, predvsem Jezusovih izrekov, že na voljo tudi v pisni obliki, ampak mi jih nimamo več. So pa ujeti oziroma uporabljeni tudi v evangelijih, ki so v Svetem pismu. To so kanonični evangeliji. Obstajajo seveda še mlajši evangeliji iz nekaterih drugih stoletij kasneje, ki so že zunaj te najbolj zgodne tradicije in imajo neke svoje poglede, ki pa niso kanonični, se pravi, ne sodijo v tisti najbolj osnovni način razumevanja evangelija, praktično dobre novice, kot so jo to dojemali najbolj prvi kristjani. To je odlična slovenščina, se pravi najbolj prvotni kristjani, tisti, ki so živeli najbližje časa Jezusa in pa njegovih neposrednih učencev. Na hitro vam lahko orišem, o čem Markov evangelij govori. Najprej pove, kaj ta knjiga je, oziroma to, kar imamo pred sabo, to besedilo, to je evangelij, se pravi dobra vest o Jezusu Kristusu. Na kar Jezus Kristus nastopi, se da krstiti Janezu Krstniku in potem začne javno delovati. In začne potovati iz ene vasi do druge, iz enega mesta v drugega in oznanjati Božje kraljestvo. Njegova navzočnost prinaša ljudem ozdravljenja, osvobojenja, prinaša pa tudi veliko trenja in napetosti, ker Jezus izziva ustaljeni red, način razumevanja Boga, delovanja, etike in tako naprej. Saj tudi drugi učitelji so bili takrat tisti čas in bilo je običajno, da so nekako razpravljali o stvareh, ampak to, kar je Jezus govoril, je bilo nekoliko bolj revolucionarno, pravzaprav tako revolucionarno, da je postalo že nevarno, kar je pripeljalo do tega, da so ugotovili, da je mogoče boljše, če bi se ga znebili. No, vsi vemo, kako je končal na križu, in kako je pravzaprav se zavedal tega svojega poslanstva, da bo imelo takšne posledice, da nekdo, ki govori tako kot on, ne bo preživel. Pa vendarle, kljub temu, da ve, da bo umrl, da bo končal na tako krut način, da bo po vsej verjetnosti križan, ostane zvest svojemu nauku, to je nauk o ljubezni kot bistveni sestavini vsega, in hkrati to je tudi nauk o Bogu, ki je ljubezen, nekako izenačen z ljubeznijo. Boga predstavi seveda tudi kot očeta, in to ne samo svojega, ampak vsakemu, ki se preko njega obrne
na Boga, postane Bog Oče. S tem očisti podobo Boga, ki preneha biti na nek način starozavezni, mogoče včasih legalistični Bog. Veliko podob Boga je v Stari zavezi, nekatere so zelo lepe, nekatere so strašljive, ampak Jezus prinese nekakšno pomiritev in razodetje Boga s tem, kako on sam živi, kako on sam uči, kako umre in konec koncev kako zaupa, da njegova smrt ni zadnja etapa njegovega delovanja, temveč da je to začetek, da je to vzniknjenje, vstajenje, ne samo njega samega, ampak njega samega tudi v novem načinu gledanja na svet, ki se kasneje imenuje krščanstvo. Ko boste brali komentarje k Markovemu evangeliju, k čimer vas seveda spodbujam, boste prebrali, da gre za evangelij, ki izhaja verjetno nekje med letom 65, mogoče do nekoliko po porušitvi Jeruzalemskega templa v sredi 70. let 1. stoletja. Po vsej verjetnosti je bil napisan za skupnost kristjanov, ki je živela v Rimu in je bila verjetno mešana predvsem ne judovsko-judovska, se pravi, več je bilo ne judov v njej kot pa judov. Vemo, da je krščanstvo na samem začetku pravzaprav bila nekakšna veja judovstva, ki je sprejela Jezusa za Mesija, za svojega kralja. Tako rekoč, ne smemo tega razumeti na ta zemeljski način, da je Jezus imel kakšen prestol in krono tukaj na zemlji, tega si seveda tudi ni želel. Pač pa je sprejela Kristusa za svojo središčno osebnost, preko katere se je približevala Bogu. Obstajajo seveda tudi nekatere druge teorije, kje naj bi ta evangelij nastal, lahko da v Antiohiji, lahko da celo v Jeruzalemu in podobno. Okrog tega ni nobenega konsenza, niti nobenih natančnih podatkov. Ampak za nas, pri našem branju, nas to ne bo oviralo, vendarle bomo sledili predvsem tekstu, kako teče besedilo in skušali razumeti iz samega besedila pomen. Jaz pa bom podajal nekaj zgodovinskih, kulturnih ozadij temu, kar je izrečenega. Markov evangelij predstavlja določene vrste teologijo, tako kot tudi vsaka knjiga v Svetem pismu govori o Bogu, tako tudi Marko govori o Bogu na svoj način, na določen način, in iz te knjige bomo črpali tudi neke vrste teologijo, kot jo predstavlja Markov evangelij. Zdaj pa preden končam ta prvi uvodni del v branje Markovega evangelija, bi vendarle rad omenil, da beseda evangelij je beseda, ki zaznamuje eno samo stvarnost. Se pravi, čeprav so 4 evangeliji v Svetem pismu, gre za en sam evangelij, ki je opisan na 4 načine. Na nek način pa obstaja evangelij v mnogih oblikah, takrat, ko ga ljudje preberejo sami, bodisi vse 4 evangelije od Mateja do Janeza, postane tudi del življenja tistega, ki ga berejo, in se na nek način, seveda ne na svetopisemski način, piše naprej v življenju tistega, ki sprejme to, kar je prebral, in pusti, da to vpliva nanj. Zdaj, to je uvod v branje Markovega evangelija. Veselim se te naše skupne avanture. Nekoliko me je tudi strah. Zakaj me je strah? Zato, ker želim, da bi stvar dobro posredoval naprej tistim, ki poslušate tale podcast. In seveda zaradi tega, ker tudi sam imam veliko ljubezen do evangelijev, do Markovega evangelija seveda tudi, in če imaš nekaj rad, potem želiš temu vse najboljše. Tako da veselim se naših skupnih druženj. Nisem prepričan, kako dolgi oziroma kratki bodo podcasti v tej seriji branja. Lahko da bodo nekoliko daljši. Upam, da vas to ne moti.
Nekako vam v mislih imam, da vozite avto in mogoče v tiste pol ure lahko poslušate podcast in potem nekaj minut malo premišljujete o tem, kar ste prebrali, o čemer smo se tudi pogovarjali. Torej, gremo na to pot za Jezusom Kristusom, ker boste videli, bomo šli iz kraja v kraj in se bomo znašli na mestu, kjer prej mogoče še nikoli nismo bili. Imejmo zaupanje in pa se slišimo.